Stekleni strop je strop, skozi katerega ženska vidi cilj, a ga ne more doseči, saj steklo preprečuje, da bi napredovala do višjih delovnih mest. Edina ženska, ki ga je v slovenski politiki prebila, je Alenka Bratušek. Ta je leta 2013 postala predsednica 11. slovenske vlade. A nanjo veliko političnih kolegov ni gledalo kot na sodelavko, prav tako ne novinarji. Političarko, ki je vodila vlado v izredno nestabilnem času, so ocenjevali skozi drugačno prizmo in ji pod kolena metali polena. Ja, kar veliko jih je bilo, če danes gledam nazaj. Je pa res, da se takrat v tistih težkih časih za našo državo s tem pravzaprav nisem imela časa ukvarjati. In sem pa na nek način bila tudi takrat razočarana, da je bilo bolj pomembno to, kaj sem imela oblečeno, kot to, kaj sem povedala ali kaj naredila. Bolj kot z delom se je javnost, tako strokovna, medijska in laična, ukvarjala z zunanjo podobo takratne premierke. Nas ali pa mene so ocenjevali po obleki. Če sem bila oblečena tako, kot jim ni bilo všeč, ni bilo dobro. Če sem bila dvakrat v isti obleki, spet ni bilo dobro. Če čevlji niso pasali v obleki, spet ni bilo dobro. In to so stvari, ki bi jih morali znati v Sloveniji preseči. Skratka se tudi, ko ženska nekaj dela in nekaj vodi, ukvarjati z vsebino in ne z izgledom. Moški se večinoma najprej predstavijo z nazivom, vlogo, ki jo imajo na delovnem mestu in v družbi, šele nato z družinsko vlogo. Pri ženskah je drugače. Najprej se same ali pa nas drugi označijo kot mame, žene, šele nato vse v drugo. Petra Grajner, Slovenka leta, je tako mama otroka s posebnimi potrebami. No, mogoče je to zdaj bolj v ospredju zaradi drugorojenke Sofije. Prej bi bolj izpostavila oziroma se mi je zdelo, da sem fizioterapeutka, torej je bil poklic mogoče tisti, ampak dvomim, da v družbi, da je to tisto. Grajnerjeva je gotovo ena tistih žensk, ki se ni vdala, ampak se bori. Za deklico Sofijo, ki je hudo bolna, za druge sorojence, za družino in partnerski odnos. Hkrati pa je ravno zaradi družinske situacije in svojega značaja, ki ne dopušča biti zgolj cankarjanska mati, prevzela pobudo in vlogo glasnice staršev otrok s posebnimi potrebami. Zanimivo je ravno to, da opažamo v družbi, da po eni strani so veseli neke, bom rekla, pozitivne misli ob recimo prizadetem otroku, ki jo gojim sama. Po drugi strani pa se mi zdi, da ljudje, da jim je malo, bom rekla, da jim gre malo na živce ravno to, da je ženska samozavestna, da je ohranila eno distanco v tem materinstvu, torej otrok in ženska sama kot taka. Prav to pa gre marsikomu zelo na živce. Namreč to, da ženske zmoremo usklajevati družinsko življenje, službo in družbo.